Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V zadnjem času je ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu velik trend pošiljanja zamisli na podjetniško pot. V tem okviru se države, pa tudi občine trudijo pomagati posameznikom in na ta način spodbuditi zaposljivost občanov. Projekt, ki ga vodi socialno podjetje Ustvarjalnik, bo lokalne skupnosti po vsej Sloveniji spodbujal k podjetništvu in jim svetoval, kako idejo na papirju pretvoriti v izdelek in s tem zaslužiti. Mislim, da imamo v Sloveniji toliko enih priložnosti, ki pa jih je treba znati opaziti. In zato je zelo lepo, da je občina organizirala povabilo mladim podjetnikom, bodočim podjetnikom, da dejansko skupaj preživimo nekaj ur in se pogovorimo, kaj bi se dalo. Jaz upam, da bo to navdih znanje, da se bo pa kdo odločil svojo idejo iz garaže postaviti na kako trgovsko polico. Včerajšnja delavnica v Čebelarskem centru Gorenjske v Rožni dolini v Lescah je bodočim podjetnikom predstavila pomembne korake, kako uresničiti svojo idejo in stopiti v poslovni svet. Vedno začnemo nekje, ko se začne ideja oblikovati, potem naredimo neko finančno konstrukcijo, tudi poslovni načrt in pa se osredotočimo na podporno okolje. Na Gorenjskem recimo je kar nekaj podpornega okolja za podjetništvo in to so VEM točke, obrtne zbornice, gospodarska zbornica in tam se lahko pač podjetniki oziroma potencialni podjetniki oglasijo na svetovanje in se jim pregleda od začetka do konca nekako, kakšna naj bi bila ta začrtana ideja oziroma kako bi sploh produkt naredili. Zanimivo je, da ima mnogo ljudi zelo potencialne zamisli, a problem nastopi, ko je treba svojo zamisel prodati. Jaz mislim, da smo v Sloveniji zelo dobri inženirji, pa mogoče malo slabši prodajalci. Običajno je tako, da se ustavi, ko moramo naš produkt prvič predstaviti javnosti. In tukaj gre za to, da pač nas tega v šolah ni nihče učil in zato moramo to početi mi preko Ustvarjalnika, preko oddaje Štartaj Slovenija. Tako da tukaj gre samo za to, da se pač pogovarjamo. Hej, kako si pa ti naredil prvi korak? Ok, mogoče pa to zame tudi deluje. In na tak način potem za vsakega najdemo nek pravi korak in pravo pot. Tudi občina Radovljica je pristopila k vseslovenskemu projektu spodbujanja podjetništva, saj je v lokalnem okolju veliko mladih z domiselnimi pristopi. Ja, mi vsako leto razpisujemo določena sredstva za zagon podjetništva, torej za ustanovitev SP-ja in tudi, bom rekel, je kar ni zdaj to zelo velika masa oziroma količina tistih, ki na novo vstopajo v to podjetništvo. Ampak vsako leto smo pa porabili sredstva, mislim pa, da je tam okrog 30 000 evrov na letnem nivoju. Ne nazadnje je tudi župan Globočnik pokazal svojo podjetniško žilico, saj si je kar sam izdelal kravato iz lesa. Jaz sem želel tako kravato, ampak jo ni bilo v decembru, ni bilo v januarju, ni bilo v februarju, pa sem pa rekel, in pa sam naredil. In to je res ta kravata, ki sem jo sam naredil, to je 50 let star na gnoj, če poznate res. Ne bom patenta izdal, kako je to zadnje narejeno, ker malo mora biti skrivnosti. In take zgodbe pišejo uspehe. Vlagateljev v Sloveniji je ogromno, podpornega okolja, razpisov in subvencij je precej. Na vas pa je, ali boste svojo zamisel znali iztržiti. Če poleg potencialne podjetniške ideje posedujete tudi vztrajnost, močno voljo, pogum in dobro prodajno žilico, potem bomo kmalu prav vaš produkt zagledali na trgovskih policah.